Dobrodošli vsi skupaj na drugem delu današnjega prvega dne Grošljevega simpozija, pa gremo zdaj z neke vrste déjà vujem naprej. In sicer prva nastopajoča bosta spet Anja Ragolič pa Borut Toškan, kar nas zelo veseli. Naslov predavanja bo Za tem grmom tiči zajec, lov in njegov pomen v antiki. Skratka, oba kolega sta z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Anjo smo imeli že priložnost predstaviti. Kolega Borut Toškan je pa diplomiral iz biologije, magistriral ravno tako, doktoriral pa iz geologije. Kar pomeni, da imamo zdaj tukaj eno izrazito interdisciplinarno srečanje. Ukvarja se z arheozoologijo, skratka s študijem živalskih ostankov z arheoloških najdišč. Pa predlagam, da kar... Ja, lep pozdrav še enkrat. Se pravi, medtem ko je lov prazgodoviteljskim skupnostim predstavljal predvsem glavni vir preživetja, pa se je v obdobju antike ta motiv nekoliko spremenil. V prvi vrsti so živali lovili zato, da bi zaščitili svoje polja in pa živino. Dalje so lov uporabljali vojaki kot neke vrste trening v prostem času, predvsem pa so premožnejši sloji uporabljali lov za zabavo. V svojih ogradah, vivarijih so imeli na pol domačene živali in jih lovili pač za zabavo, ali pa še krutejša oblika je bil lov na divje zveri, ki so jih potem prepeljali v amfiteater in uporabljali za zabavo elite v teh svojih spektaklih. Z pravnega vidika lov ni bil nekako zakonsko določen. Vsak je imel pravico do lova na travnikih, v ribnikih ali pa v gozdovih, ki so ležali tako na javni zemlji in tudi na privatni zemlji. Se pravi, ni bilo niti zakonov, ki bi kakorkoli zaščitili živali. Sicer je lahko lastnik takšne posesti lovca, če je izvedel za njegovo namero, ustavil, vendar v bistvu lovec ni bil v nekem prekršku, zakonskem prekršku. Edina izjema, kjer se ni smelo loviti, so bili tako imenovani te vivarja, se pravi zasebna lovišča veleposestnikov ali pa posamezni gaji boginje Afrodite, Artemide oziroma Diane in pa na otoku Delosu. Šele v poznem cesarstvu v bistvu pride do nekega premika, ko sta Honorij in Teodozij, cesarja, dovolila, da lahko leve lovijo samo cesarji, se pravi nihče drug kot samo cesarji. Kdaj se je odhajalo na lov? Najbolj primeren čas je bil pozno poleti oziroma jeseni, ko je bil pobran pridelek in so bile živali tudi najbolj rejene. Poleti se je seveda zaradi vročine odhajalo na lov zelo zgodaj, po zimi pa potem okrog pol dneva. Odhajalo se je v večjih skupinah, se pravi več lovcev skupaj, ki pa so morali imeti udobno, lahko in seveda nevpadljivo obleko, da jih živali niso zaznale. Gre za tunike ali pa hlače, ki so segale do kolen, lahko so si ogrnili plašč z ali brez kapuce, na nogah so pa imeli sandale oziroma nizke škornje, lahko so pa uporabljali kot zaščito pred trnjem blago, ki so si ga ovili okrog nog kot neke vrste gamaše. Odvisno od letnega časa so potem nosili ali kapo ali klobuk. Tukaj na sliki vidite en takšen klobuk, ki so si ga zavezali pod brado in ga potem lahko nosili tudi na hrbtu, ko ga niso potrebovali. Seveda pa je glavno bilo lovsko orožje. Zdaj treba se zavedati, da je lovsko orožje zelo težko v arheoloških kontekstih ločiti od dejanskega orožja. Se pa pojavljajo eni primeri, ko je mogoče to lažje storiti. Se pravi, običajno lovec imel po eno kopje in eno sulico, se pravi, da eno kopje, ki je vrgel v žival in potem sulico, ki je uporabljal na boj na blizu. Lahko je uporabljal lok ali samostrel, pračo
in za razkosovanje mesa potem tudi lovski nož. Lahko so lovili, se pravi peš, lahko so lovili na konju, pač odvisno spet, katero žival so lovili, zajce so ponavadi lovili peš. Zvest spremljevalec, kot vidite tudi na upodobitvi, pa je bil vsekakor pes, ki je seveda zavohal plen, ga lovil ali pa celo včasih tudi ubil, odvisno kako so bili zdresirani. Ker je lov trajal ponavadi dlje časa, ni to bilo upravljeno v eni uri, so imeli potem lovci zraven tudi hrano in pijačo, s katerim so si potem lahko kratkočasili, ko so čakali pač na plen. Kar se tiče orožja, je pa iz 4. stoletja znana takšna sulična ost, ki pa je pač posebna zaradi tega, ker ima ta krilca na strani, kot vidite tudi tukaj na upodobitvi. Ta so bila namenjena temu, da sulica ni prodrla pregloboko v žival, se pravi, jo je lahko iztrgal, če jo je moral. In te sulice so bile namenjene lovu na divjega prašiča. To je pač edino orožje, za katero dejansko vemo, da so ga uporabljali za določeno vrsto živali. Poleg teh orožij, ki sem jih prej omenila, se pravi kopja, sulice, ki so bile glavne, so pa uporabljali tudi različne mreže, pasti in pazanke, pač spet odvisno od tega, kaj so lovili. Medvede, jelene ali pa zajce, na primer, ne? Za ptice ponavadi pasti in zanke. Medtem ko so bili poklicni lovci, predvsem sužnji in osvobojenci, ki so ščitili v bistvu območje neke vile rustike, na primer, pred divjimi zvermi, pa najdemo tudi nekatere primere, kjer so lovci v bistvu izpričani med vojaki. Spadali so v posebno skupino, ki so se imenovali imunes, se pravi, bili so oproščeni nekaterih težjih opravil v vojski, z namenom, da pač je k njihovi nalogi spadal lov, se pravi, ali oskrba vojske za prehrano, ali pa bolj verjetno so lovili živali za bližnji amfiteater. In en tak primer je iz Germanije, kjer je omenjen cesorni Amausi, ki je bil ursari, se pravi specialist, lovec na medvede. Prav tako iz Germanije je pa še en napis, ki ne vem, ali ga je treba imati mogoče malce z rezervo, in sicer posvečenje Diani, nič presenetljivega, bila je boginja lova, in pa omenja centuriona, ki je v 6 mesecih ulovil 50 medvedov. Se pravi, so bili vojaki Germanije očitno specializirani prav za lov na medvede. Kaj pa v bistvu pravijo o lovu na različne živali kosti pri nas? Ja, če nas zanima lov, potem nas seveda zanima lovne živali, in če nas zanima lovne živali, je eden prvih korakov, ki nam lahko ponudi kakšen vpogled v to problematiko, osredotočenje na njihove ostanke. Če govorimo o arheološkem materialu, so ti ostanki zobje in kosti, rogovje. Mehka tkiva se v naših sedimentnih okoljih praviloma ne ohranijo. Zdaj, kar je treba najprej poudariti, če govorimo torej o ostankih lovnih vrst na naših najdiščih iz rimskega časa, je to, da je njihov delež zanemarljiv. Na enem samem najdišču presega 5%, pa še tam je ta delež dobrih 7%, tako da ne govorimo o dvomestnih številkah. Iz tega je mogoče nedvoumno razumeti, da lov količinsko ni bil pomemben vir mesa, in kot je že Anja rekla, pravzaprav meso zelo verjetno ni bilo, ali pa zagotovo ni bilo v ozadju lova vedno tisti prvi motiv, ampak je bilo tukaj tudi nek prestiž, je lahko bila zaščita recimo živine ali pa poljščin. Vsi tisti, ki imamo danes kakšen vrt na območjih, kjer imamo veliko divjih prašičev ali pa srn, to dobro vemo, ker če ni ograjeno, potem se poljedelstva gremo samo za njihovo prehrano, ne pa za našo lastno. Če zdaj pogledamo, kakšna je vrstna zastopanost, arheozoološko je bilo mogoče na rimskodobnih najdiščih pri nas
nedvomno dokazati prisotnost 13 vrst. Daleč najpogostejše so pričakovano jelen, srna, srnjak, divji prašič in zajec. Potem pa imamo prvo stopnico, da tako rečem, v številu najdišč, kjer ostanke lovnih vrst zaznavamo. In ta druga skupina, da tako rečem, vključuje lisico, bobra in pragovedo. Bom tukaj pri pragovedu omenil, pragovedo je žival, iz katere je bila udomačena domače govedo, torej gre v bistvu za zarodnika domačega goveda. To pomeni, da se morfološko po kosteh ostanki obeh vrst težko ločijo. Dostikrat je ravno velikost tista, ki omogoča, bi rekel, odločitev, ali gre za ostanke divjega ali domačega goveda. Problem je v tem, da so veliki samci domačega goveda prekrivajo velikostno z manjšimi samicami pragoveda, tako da nekih nedvoumnih opredelitev pogosto ni mogoče podati. In v primeru, mislim, da 8 najdišč, kjer je pragovedo bilo prepoznano na slovenskih navsodobnih najdiščih, gre v nekem deležu za ostanke, za katere je mogoče kvečjemu reči, da so zelo verjetno ostanki pragoveda. Nekaj podobnega recimo z lisico, je podobna psu, tako da nekje srednje velik pes ali pa lisica pri mnogih skeletnih elementih, sploh če so ti fragmentirani, kar v primeru arheozoologije običajno je zanesljivo razlikovanje med njimi nemogoče. Potem pa imamo še ta tretjo skupinico, kjer imamo vrste, ki so bile prepoznane na 1, 2 najdiščih in imamo od jazbeca, medveda, kozoroga, volka, celo evropskega bizona, po novem ravno letošnja najdba. Langobardi v svojih virih poročajo o tem, da je v naših krajih bizonov še precej, ampak prvi arheozoološki primerek te živali iz tega obdobja bil pa odkrit nedavno in potem imamo tudi en primerek divje mačke. Kakšna je razpršenost najdišč z živalskimi ostanki divjadi? Iz tegale je mogoče razbrati, da v bistvu ni območij, kjer bi bila taka najdišča koncentrirana. Kar je tukaj sivih oziroma svetlomodrih lis, je bolj posledica stanja raziskav, predvsem seveda tu v južni del Slovenije, pa skrajni severozahodni, oziroma je posledica kislega sedimentnega okolja, ki je do kosti zelo agresiven in se potem živalski ostanki ne ohranijo. Tukaj recimo Dolenjska, tam okrog Novega mesta, predvsem pa severovzhodni del države, izstopa ravno potem, da živalskih ostankov tukaj praviloma sploh ne najdemo. Ne domačih, ne divjih, torej gre za neke tafonomske posledice bolj kot kaj drugega. Torej, to je neka slika razpršenosti najdb lovnih vrst na območju jugovzhodnih Alp. Kakšna pa je razpršenost znotraj nekih, bi rekel, mikrokontekstov, čeprav spet ni tako mikro, ker se bomo ustavili na Emoni. Moram poudariti, da številke, ki bom zdaj tukaj podajal, niso nujno odraz tega, da so bili tle večji vzorci analizirani. Imamo tudi majhne vzorce, kjer bomo videli, se lovne vrste pojavljajo pogosteje kot v manjših naselbinah ali pa recimo na podeželskih dvorcih, tako da se zdi, da je neka navezava med mestno populacijo in pestrostjo, če že ne številčnostjo ostankov lovnih vrst. Tako da bom kar na hitro se tako sprehodil skozi nekaj lokacij z območja Emone. Na območju NUK 2 je bilo prepoznanih kar 8 različnih vrst, pri čemer poudarjam, govorim samo o sesalcih, potem so recimo odkrili še divje ptice, pa želve, pa tudi mehkužce, recimo morske, tega tu pustim ob strani. Potem nedaleč stran Vegova ulica 2 vrsti, pa Gregorčičeva 5, no bom kar tako se sprehodil, se vidimo križanke. Skratka, v tem, bi rekel, intramuros prostoru je število zaznanih živalskih vrst, lovnih živali kar izstopajoče, pa tudi pestrost je kar velika. Skratka, imamo tukaj vse skupaj 10 različnih vrst prepoznanih. Če gremo preko zidu, številke upadejo, tle imamo Južni trg, je samo srna zastopana,
na Čopovi ulici medved in morda pragovedo. Gre za območje ob cesti in posledično tudi, kjer imamo grobove, tako da morda gre tudi za neko navezavo tudi v tem smislu. Pa tlele malo sicer bolj dlje bi mogel to štirko postaviti, gre za vojaški tabor na tribuni, tudi kar znaten delež lovnih, kaj pa vsaj da rečem pestrost in podobno ugotavljamo tudi na Obrežju pa na vojaškem taboru na Vihrah, tako da je neka navezava zgleda tudi v tem funkcionalnem smislu. Če pa gremo, bi rekel, na neke predmestje Emone ali pa na neke neurbanizirane dele Emone, pa lovnih vrst tako rekoč ne zaznavamo. In zaključim ta arheozoološki del z dvemi stavki vezanimi na simbolno vlogo lovnih živali. To, kar sem do zdaj govoril, je bilo v glavnem naselbinske najdbe ali pa recimo podeželski dvorci, neke manjše naselbine. Najdemo pa lovne vrste tudi v nekih pokopališčih ali nekih strukturah vezanih na grobove. Tukaj recimo primer grobnice 16 iz Drnovega pri Krškem. To je bila obzidana z malto tudi zamazana grobnica, ki je imela zaprt vhod in noter sta bila odkritja kostja mladega zajca in mladega psa ali lisice, težko reči. Zajec skozi prazgodovino in zgodovino nek simbol prokreacije, mogoče ponovnega rojstva. Za psa bi lahko bila navezava na Hekato oziroma na neko poskus, poznamo recimo v tujini navezave pokopa otrok in mladih psov in v tej grobnici dejansko je poleg odrasle osebe bil tudi en otroček pokopan. Draga pri Beli cerkvi, nedaleč stran, pod enim od teh velikih kamnitih blokov je bila odkrita kost bobra, nedaleč stran pa spet neko nepopolno okostje psa ali volka. Zdaj po velikosti bi lahko eno ali drugo. Potem pa pokopališče na Kozolcu, pa omenjam najdbe, ki so bile odkrite ne v grobovih samih, ampak v drugih strukturah, kot so recimo neki obmejni jarki ali pa en globok vodnjak, ki je bil zasut sedimenti in v teh strukturah so bile prepoznane ostanki lisice, zajca, jelena, pa tudi srne. Ena zanimivost, 200 metrov v Postojnsko jamo od vhoda, en rov, ki se imenuje Menski rov, z ostanki ljudi, datiranimi v čas rimske dobe, tudi najdemo en ostanek bobra. Bobra sicer v jame praviloma ne zahaja, so pa tudi primeri, ko je bilo to ugotovljeno, pri nas mislim, da 100 metrov najglobje, ampak recimo v Nemčiji pa tudi kilometer, tako da tu ni mogoče z gotovostjo navezovati to najdbo na same pokope. In zaključim z eno jamo, z grobišča tu na Igu, rimskodobnega, v kateri so bili odkriti ostanki razlomljene stele in v grušču kamnitem so bili tudi odkriti številni živalski ostanki, med drugim jelen in divji prašič, morda ostanki nekih pogrebnih obredov. Vse živali, ki jih je omenil Boruc, v bistvu pojavljajo tudi v antičnih virih, z to izjemo, da mogoče pri nas ni ravno slonov, žiraf, jaguarjev in podobnih živali, ki so jih lovili za amfiteatre, se zaenkrat pri nas še ni nekih dokazov o obstoju kakšnega amfiteatra. Vsekakor pa se med največkrat lovljenimi živalmi pojavljata medved in divji prašič in zanimivo je, da se prav oba pojavita tudi kot upodobitev na nagrobnikih pri nas. Se pravi, lov na medveda je izpričan na tem nagrobniku Publio Nartomarija Quarta iz Trebelnega. Vidimo konjenika, ki napada medveda. Medveda so ponavadi lovili seveda v skupinah, tako kot je običajno za večje živali, tako da so ga s trobentami nekako zvabili iz brloga, naredili nekako koridor z mrežami in ga potem na koncu ulovili v mrežo oziroma v kletko ali pa ga ubili, odvisno zakaj so ga uporabljali. Nekatere dele medveda se je namreč uporabljalo za medicino, za zdravljenje, naprimer proti izpadanju las ali pa za probleme z očmi. Očitno pa so v vojski obstajali tudi specialne enote, ki so
pač lovile samo eno vrsto, v tem primeru medvede, kot smo videli prej na tistih dveh spomenikih, ko sem pokazala. Lov na medveda pa je izpričan tudi pri cesarjih na tej upodobitvi. Vidimo Hadrianov lov, sicer nekoliko fragmentiran, ampak se pravi, tudi cesarji so se posluževali lova na te večje živali. In drug tak primer je pa lov na divjega prašiča, ki je pa veljal v antiki zaradi svojih čekanov in ščetin, ki so ti razrezale roke za najnevarnejšo žival, ki se jo je lovilo. Obstaja zelo veliko upodobitev tega lova na divjo svinjo. V srednji sliki vidite tudi, kako so pomagali psi pri lovu in kako so iz mrež naredili v bistvu neko pregrado, v katero se je potem zatekel takšen divji prašič. In pri nas je takšna upodobitev na enem nagrobniku iz Ptuja, prav tako konjenik, ki ima v roki sulico in napada tega divjega prašiča. Meso so običajno tudi jedli, poznali so jo že v času republike in je veljala za eno izmed kulinaričnih jedi, meso iz divjega oziroma hrana iz divjega prašiča. Če na kratko povzamem nekaj o lovu, se pravi, lov se je ponavadi povezoval z moškostjo. V mitoloških pripovedih je dostikrat se pojavlja v ključnih trenutkih, na primer pri Odiseju, in Odiseja tudi prepoznajo po brazgotini, ki jo naredi divji prašič. Poleg tega je lov bil zelo pomemben pri vojakih, zaradi tega, ker si na lovu izostril sluh, vid, postal si potrpežljiv, saj si moral čakati in loviti tako v mrazu kot na največjem soncu. Se pravi, si postal vzdržljiv, kar je pa v vojni bilo zelo pomembno, ne? In tudi ta boj z divjimi zvermi je v bistvu bil neke vrste trening vojakov v prostem času. Elita si je lov privoščila predvsem za zabavo, kot sem rekla, v teh svojih privatnih loviščih, ki so jih imeli ob večjih posestih. Lahko so pa izdelovali ali pa upodabljali lov tudi na kakšnih mozaikih ali posodah, s katerim pa so potem izražali tudi bogastvo v prvi vrsti, lahko tudi razgledanost, ko so mite upodabljali, ali pa celo da so se na nek način považili, kaj vse so storili za lokalno skupnost, s tem, da so priredili mogoče kakšen spektakel, na katerem so potem bile predstavljene te ulovljene živali. Hvala. Najlepša hvala obema za to predavanje, pa gremo kot v prvem delu spet kar naprej.